Profesor Gerkeš, pred slabega pol leta ste prevzeli direktorovanje Agencije za raziskovalno dejavnost in to res v neugodnem času. Neugodnem tudi zato, ker so finance za to področje v nenehnem upadu. Raziskovalci celo pravijo, da utegnejo biti posledice za nekatera področja usodne. A nam lahko postrežete z natančnejšimi številkami in kako seveda se boste znašli v tem? Čas je bil res neugoden, tudi zaradi proračuna, ki že od leta 2009 oziroma 2010 pada vztrajno in dokaj strmo v nekaterih letih. Drugi razlog pa je tudi ta, da sem prevzel agencijo tik pred zaključkom koledarskega leta. To pomeni, da so se zaključevali nekateri razpisi. Nenazadnje je bilo tudi treba sprejeti nov pravilnik, ki je bil pripravljen pod prejšnjim mandatom, ampak je bil v takšni fazi, da bi ga bilo tudi neodgovorno takrat zavrniti. Glede finančnih sredstev je pa takole, mi smo opremili ministrstvo s podatki o akutnosti pomanjkanja sredstev in žal se pri pogajanjih za proračun ni izteklo tako, kot smo načrtovali. Mi smo apelirali na ministrstvo, da bi vsaj izravnali to krivuljo, ki nenehno pada. Najbolj je seveda padla v letu 2012, torej za 11 na 12. Tako da sredstev je manj v letošnjem koledarskem letu. Lahko bomo izpeljali projekte, ampak na račun srečne okoliščine, kar se sliši zelo neprimerno, namreč iztečejo se nekateri projekti, drugih projektov pa še ni. Torej, to dejstvo nas hkrati spravlja v situacijo, kjer bo resnično potrebno doseči skok pri sredstvih za leto 2016. Namreč projekti se iztekajo, decembra oziroma novembra, konec leta bomo objavili rezultate novih projektov, za katere smo namenili 12 milijonov in ti se bodo financirali seveda od naslednjega leta naprej. Kje pa vam utegne največ denarja zmanjkati oziroma na katerih področjih? Denarja vedno zmanjka tam oziroma ga lahko vzamemo tam, kjer niso pogodbene obveznosti že določene. Torej je težko vzeti pri programskem financiranju, lahko pa vzamemo pri zadevah, kot so razpisi. In to se je počelo. Od leta 2010 naprej, 2011, je vrednost razpisov padala. Še leta 2011 mislim, da je bilo 20 milijonov namenjenih za projekte. Danes smo namenili temu 12 milijonov, ampak vmes pa je bilo nekaj razpisov samo po 10 milijonov in to v nepredvidljivih okoliščinah, kar se tiče periode razpisa. Trudili se bomo, da bo razpis vsako leto objavljen pred novim letom, tako da se tudi raziskovalke in raziskovalci lahko pripravijo pravočasno na ta razpis. No, že v začetku svojega mandata ste pristopili k spremembam oziroma dopolnitvam pravilnika o postopkih financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. Samo na kratko, v čem ste uvedli bistvene spremembe? Najprej smo prisluhnili okolju in pa organom ARRS-ja. Zbrali smo vse pripombe in tudi pozvali smo k prispevkom z tega področja. Kaj je narobe, torej kaj je tisto, kar bi bilo treba spremeniti, kaj je akutno narobe, kaj je pa zgolj nekaj, kar je treba na dolgi rok, česar se je treba lotiti na dolgi rok. Tako smo oblikovali 3 prioritete v grobem. Torej prvič, želimo spremeniti način projektnih razpisov. Kako? Tako, da ga približamo, skoraj da izenačimo z načinom, kot poteka v okviru obzorij 2020 in tudi v okviru obzorij ERC za temeljne raziskovalne projekte. Druga prioriteta je vezana na raziskovalno inovacijsko strategijo Republike Slovenije, ki narekuje, da bi naj programska evalvacija bila inštitucionalna. To je velik zalogaj. Sedaj so programi evalvirani na 3, 4, 5, 6 let, in bo nekako potrebno združiti te cikle evalvacije in pogledati inštitucijo kot celoto. Ta cilj je zastavljen srednjeročno. In tretji cilj je pa vezan na vstopne pogoje, oziroma lahko bi rekli tudi na celotno bibliometriko, na vrednotenje, kvantitativno vrednotenje raziskovalnega dela.
Ta 3 področja bodo oblikovana tako, da bomo lahko spremenili pravilnik in metodologijo, pri tem se poraja ogromno sistemskih vprašanj, še predvsem glede vloge in pomena in tudi pravnega smisla tistega, čemu rečemo metodologija. In ta vprašanja bo treba razrešiti in do konca mandata te usmerjevalne skupine, ki jo imamo, to je nekje do meseca maja, bomo predlagali našim organom v sprejem nov pravilnik, modificiran v nekaterih členih seveda. No, v minulih letih je bilo veliko nezadovoljstva med raziskovalci s kriteriji izbora projektov in z ocenjevanjem le-teh. Za raziskovalce pravijo, da je nedopustno, da pri ocenjevanju projekta ni ocenjevalec podpisan. Posledično je prihajalo do velikih razhajanj v ocenah. Konec koncev mora vsak ocenjevalec nositi odgovornost za tisto, kar je napisal, gre namreč za javni denar in tudi za javno oceno, pravijo raziskovalci. Zato vas tudi sprašujejo, kako spremljate informacije, ki kažejo, da je nekaj v sistemu samem narobe. Boste obdržali obstoječi sistem ali ga boste spremenili? To je prva prioriteta usmerjevalne skupine. Reševanje tega problema. Kako? Torej, najprej poskušajva nekako premisliti očitke, ki ste jih navedli na začetku, recenzenti naj bodo znani. Teh primerljivih modelov ni kaj dosti. Torej, za samega prijavitelja recenzenti pri projektih na Evropski komisiji niso znani. So pa znani nekaterim mestnim organom in to je tisti korak, ki ga lahko naredimo, da ima znanstveni svet agencije ali pa znanstveni sveti ved lahko večji vpogled v notranje dogajanje pri evalvaciji, seveda ob vsem spoštovanju morebitnih konfliktih interesov in deklariranju teh konfliktov. No, se ravno to kar je zelo zahtevno. Ja, to jih moti, ampak ti konflikti lahko nastopajo z večjih strani. Glede na to, da je raziskovalna skupnost relativno majhna v Sloveniji, ampak to je tudi svetovni problem. Čim bolj ožimo vedo, oziroma področje, na kateri veda deluje, toliko večja verjetnost je, da bomo naleteli na nekoga, s katerim smo v kakršnem koli stiku, ne zgolj osebne narave, ampak tudi, da smo kdaj skupaj objavljali, recenzirali in podobno. No, naj se vrnem k tej pobudi. Torej, kaj želimo narediti? Prva stvar, ki bi rešila kar precej problemov glede raznolikih ocen, je usklajevalno poročilo. In tega žal doslej v sistemu ARRS ni bilo pri evalvaciji projektov. To pomeni, da vse 3 samostojne recenzije potem soočimo med sabo in vodja recenzent, imenujemo ga tako, poročevalec recenzent, naredi skupno usklajeno poročilo. To je tisto, kar bomo upeljali kot spremembo, tako da prijavitelj ne bo dobil 3 različnih in raznolikih recenzij, ampak bo dolžnost recenzentov tudi, da se uskladijo pred tem. Če seveda to ne bo možno, bodo imeli možnost podati ločeno mnenje in to potem obravnava panel. Ampak ta sistem deluje zelo dobro, tudi sam sem bil 2-krat recenzent pri 7. okvirnem programu in je ta faza, ta del recenzentskega postopka je bistven. Zato, ker ne samo, da zahteva tole uskladitev, ki je ključna, ampak tudi imajo recenzenti večjo odgovornost zaradi tega, ker veš, tvoja recenzija ne bo zgolj predstavljena takšna, kot je, ampak jo boš moral nekje soočiti. In to so ti 3 recenzenti, ki skupaj napišejo poročilo. No, to jim bi največ gotovo še že nekoliko pomagalo, ker recimo take variante so se tudi pojavljale v njihovih diskusijah, pripombah tem. Profesor Gerkeš, posebno vprašanje, ki polje znanosti tudi vznemirja, so mladi raziskovalci. Sistem, pravijo, je zelo dober, vendar jih raziskovalne skupine čedalje manj lahko vključujejo v projekte. S tem se postavlja vprašanje tudi kontinuitete na posameznih raziskovalnih področjih. Kako boste sistem nadgrajevali, ohranjali? Torej, obstoječ pravilnik je privedel en nov pristop do mladih raziskovalcev. To je ta, ki je bil sprejet ob mojem prihodu in je bil pripravljen prej. To pomeni, da so mladi raziskovalci dodeljeni s posameznim programskim skupinam. Ali je dober ali ne, zaenkrat še ne vemo. Idealen sistem pa bi bil seveda tisti, kjer imate
nabor možnih mentorjev in kandidatov, ki prihajajo, torej v nekem daljšem časovnem obdobju. Ali bomo to uspeli spremeniti ali ne, ne morem danes še potrditi. Torej, ostajamo pa pri tem sistemu. Morda je za najin pogovor bolj ključno to, da smo uspeli nekako zvišati število mladih raziskovalcev, smo šli na blizu 170 zdaj v letošnjem razpisu, ker cifra je bila namreč že zelo nizko, na 150 je padla. Tukaj se odpira več vprašanj glede absorpcijske sposobnosti samega okolja in to, kar ste omenili v vašem vprašanju, da ni projektov za njih. No, pri mladem raziskovalcu to je seveda ključno, ampak ni tako pomembno, ker njegov študij je financiran ne glede na to, ali skupina ima projekt ali ne. Res pa je, da ti projekti morajo biti in prej so omenila izpad projektov v določenih letih in tudi zelo ostro selekcijo pri projektih zaradi razpoložljivih sredstev. To prinaša seveda določen problem glede mladih raziskovalcev. Oni se morajo kaliti tudi na projektih, seveda, ampak mislim pa, da je še bolj ključna kakovost programske skupine, v kateri delajo. Pa vendar bi jaz tu omenila mnenje profesor Andreja Čadeža, ki je pred nekaj dnevi izjavil, da naj gre med raziskovalce tisti, ki je pač za to sposoben, pač po vzoru uspešnih raziskovalnih centrov po svetu. Se ta kriterij pri nas popolnoma upošteva? Odgovora na to nimamo. To bi lahko sklepali po eni natančni analizi zaključnih poročil o mladih, o izobraževanju mladih raziskovalcev. Seveda si vsak profesor na nek način, bom rekel pod narekovajem, nagleda kandidate za mlade raziskovalce v času študija in upa, da se bodo potem vse okoliščine pokrile primerno in da ga bo lahko zaprosil. Torej, to ni, imeti mladega raziskovalca ni predmet enega razpisa in nekega ozkega časovnega okna, ampak dejstvo pa je, da so zdaj izpostavljeni temu ozkemu časovnemu oknu. To pomeni, da morda nekdo, ki je čakal na to, da se bo pojavil ta razpis, je že šel kam drugam. Lahko je tudi obratno. Torej, gre za izjemno kompleksen proces. Zdaj tole mnenje profesorja Čadeža seveda gre razumeti afirmativno, v tem smislu, vsaj tako ga jaz razumem. Torej, če je močan raziskovalni center, potem ne bo težav za mladimi raziskovalci, ki bi imeli interes. Mi smo, torej tovrstne agencije, smo pa zato tukaj, da ponudimo primerne okoliščine oziroma razmere, da se to lahko zgodi. Izbirajo pa mentori sami. Vsekakor. No, posebno vprašanje pa se odpira pri mladih znanstvenikih, ki so odvisni od financiranja vaše agencije. Projektnih prijav, pravijo, je veliko, odobrenih je nekje okrog 10%, tako navajajo. Znajdejo se seveda v nezavidljivem položaju. Afere s honorarji, o katerih se je govorilo in pisalo zadnje tedne, pa utegnejo zadevo še bolj zaostriti. Tudi predvsem z vidika razumevanja pomena in pa potrebe znanosti v širši družbi. Kakšen je vaš razmislek ob tem? Torej, vaše vprašanje oziroma iztočnica je izjemno kompleksna. Na to vprašanje bi poskušal odgovoriti takole. Ena izmed pomembnih zmot ali pa napačnih pričakovanj pri izobraževanju mladih raziskovalcev, mladih doktorjev je ta, da se vsi morajo zaposliti v raziskovalni sferi. Da če tam ni možnosti, potem je to neuspeh. Preko tega je treba iti. Namreč ne samo gospodarstvo, tudi podjetništvo, torej teh možnosti za zaposlitev mora biti več. Seveda določeni najboljši po prejšnjem kriteriju, o katerem sva govorila, torej neka selekcija in obojestranski interes inštitucij, pa je seveda tisto, kjer se poskušali zaposliti najbolj kakovostni. Sistemskih izzivov pri tem je kar precej. Eno je vpetost v sistem plač javnih uslužbencev in možnosti nagrajevanja. Koliko ARRS da sploh denarja
za polno zaposlitev raziskovalca. Torej, vse to so izzivi, ki jih je treba nasloviti. Različen tretma na univerzi, različen na inštitutih, recimo, če govorimo samo o javnih raziskovalnih organizacijah. Kaj narediti z dopolnilno zaposlitvijo na univerzi? Mislim, da je izjemno pomembno, kaj se bo zgodilo z zakonom o visokem šolstvu in s tem tudi z zakonom o raziskovalno-inovacijski dejavnosti. Namreč to so vprašanja, ki terjajo dokajšnjo jasnost, hkrati pa sistema ne smejo omejevati. Torej, če bomo spet zapisovali neke ure, koliko mora biti kdo v predavalnici ali v laboratoriju, smo naredili napako. Mi moramo ta določila, ta kvantitativna določila prenesti na odgovornost tistih, ki so nosilci raziskovalne ali pedagoške dejavnosti, hkrati pa jasno opredeliti, če govorimo o univerzah in od tam izhajajo moje izkušnje, tudi jasno opredeliti, da je raziskovalno delo sestavni del dela na univerzi, kar v sedanji zakonodaji ni zapisano. No, in ko omenjamo pomen znanja in pa znanosti za družbeni razvoj, kar ne moremo tudi spregledati opozoril tehničnih in naravoslovnih znanosti, ki postrežejo kar s podatkom, da je bilo leta 1975 med diplomanti 50% inženirjev, zadnje leto pa jih je zgolj še 10%. Najbrž seveda to pusti tudi neko sled v razvoju. Tudi na agenciji se srečujete s predlogi oziroma zahtevami, da ne morete po enakih kriterijih ocenjevati vseh znanstvenih ved. Res. Torej, znanstveni sveti ved, za vseh 6 ved imajo seveda različna pričakovanja glede vrednotenja in v našem zelo obširnem pravilniku in metodologiji je delno tudi je agencija ustregla temu. To vnaša določeno nižjo preglednost, jasno, v neka pravila, ki naj bi bila skupna. Po drugi strani pa seveda gre razumeti različne okoliščine. Recimo humaniste nasproti, ne vem, tehnikom ali pa... Ja, to je manjša dilema. Mislim, da je večja dilema odnos med humanistiko in družboslovjem, ker gre za relativiziram. Sorodni vedi, to ni pravi izraz, seveda gre za avtonomni vedi, ampak vseeno, recimo, so pa nekatera področja, ki so na obeh vedah in so različno vrednotena. Tega je zdaj manj. Z zadnjim pravilnikom se je to spremenilo, tako da je ta položaj malo bolj enakovreden. Seveda, glede tehnike pa naravoslovja, matematike so pa različni kriteriji. Čeprav mislim, da je v zadnjih letih agencija uspela pri tem preboju glede interpretacije, da je možno objavljati v tujini tudi stvari, ki so bolj vezane na slovenski prostor. Poznam to problematiko, je izrazita in je tudi poudarjena vidno strani znanstvenega sveta za humanistiko, recimo. In tukaj je še dosti odprtih vprašanj, ki jih bo treba obravnavati. Tako da mislim, da bo pot nekje srednja glede na njihov predlog in glede na to, kako si mi lahko zamišljamo sistemsko financiranje te vede. Glede prvi del vašega vprašanja se je nanašal na inženirje. Ja. Tako, ne vem, če so ti podatki povsem primerljivi, ker je bistveno manj ljudi študiralo takrat in tehnika je imela morda nek drug renome, kot da danes razmerja so tako, ampak tudi bistveno manj študentov se je vpisovalo na družboslovje. Recimo, če primerjamo samo z družboslovjem, danes je drugače glede tega, torej terciarno izobraževanje se favorizira kot tako rekoč nujen del izobraževanja, splošnega izobraževanja, tako da potem pride do tega učinka, da razmerje seveda ni več tako močno. Ampak mislim, da bi iz tega razmišljanja morali priti v neko drugo obliko. Namreč, predvsem bi nas moralo zanimati ne število inženirjev, ampak ali so ti inženirji potem kvalitetno uporabljeni, ali jih zna industrija uporabiti in pri tem se žal ali k sreči ne smemo omejevati samo na
na industrijo v Sloveniji, nazadnje smo državljani Evropske unije, ker s tem pa odpiram seveda novo vprašanje, zaradi tega, ker so sistemi vrednotenja, šolnin, nagrajevanja zelo različni in tukaj hitro pridemo do znane razprave, ki teče tudi na Science Europe, torej na tem združenju evropskih agencij, ki opaža, da so razlike med vzhodnim in zahodnim delom, novimi državami, članicami in starimi velike. Ravno tako na tehniki, kot tudi na družboslovju, to sami humanisti kar opozarjajo. Ne? Ja, te razlike so tudi, če gledamo recimo prejeta sredstva, pred kratkim so bili objavljeni rezultati Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce srednje starostne skupine in rezultati ne samo za Slovenijo, ampak sploh za nove države članice, če znova opredelim tiste, ki smo se pridružile po letu 2004, ni dobra. No, znanost pa se kljub vsemu razvija in postaja vedno bolj življenjska. Ne? Od nje pričakujemo, da bo dala razne rešitve glede ogrevanja zemlje, čistega okolja, zdravega življenja. Ali sledimo sploh temu trendu? Z vidika agencije je pomembno, da ohranjamo pozornost pri vseh področjih in po vseh vedah. To se mi zdi ključno, da znamo na ključna družbena vprašanja ali pa neke raziskovalne izzive, ki se pojavijo v svetovnem merilu, odgovoriti. To ni lahko, ker mi imamo 72 področij, še nekaj podpodročij in vsakemu izmed teh bi naj odmerili določena sredstva. To tudi poskušamo preko programov, preko projektov in če delite zneske, ki so razpisani s številom 72, pa recimo, da imamo v vsakem področju vsaj 3 do 4 dobre skupine, potem vidimo, da so ti zneski izjemno majhni. Ampak te naslove, ki ste jih omenili, imamo odgovor na njih lahko. Mislim, da so znanstveniki kompetentni, brez vključevanja v integracije, mednarodno sodelovanje, seveda to ne bi šlo, tako da ni, kako bi rekel, zelo individualnih pristopov. Vedno se raziskuje v skupinah, nikoli nisi sam kot raziskovalec, redko kdaj. Zlasti zadnja obdobja, zadnjih 50 let recimo, znanost ratuje vedno bolj tudi globalna, tako kot tudi druga področja, druge sfere. Ne? Ja, seveda se poznamo tisti raz, da nacionalne znanosti v bistvu ni. Več ne, oziroma že dolgo ne. Profesor Gerkeš, povsod se začenjajo trenja, ko se krčijo finance, tudi raziskovanje ni izjema. No in raziskovalci so po definiciji, to je že nekajkrat bilo rečeno, razumni ljudje, razumejo stisko, po drugi strani veljajo pa tudi za prilagodljive, vendar tudi pri njih obstajajo meje, ko se nivo sredstev niža. Zato sprašujejo sami, kje imamo strategijo, kakšne so prioritete raziskovanja posameznih področij, kje so prednosti, kje so slabosti, kakšna je usmerjenost v razvoj. Kako se boste vi spopadali s tem? Najprej moramo vsem, ki odločajo o politiki, o sredstvih, jasno povedati, da smo prispeli do točke, kjer nižanje sredstev ni več možno. Da je to res meja, da če gremo pod to mejo, je bolje, da odnehamo s tem, kar počnemo. To se sliši izjemno radikalno, ampak res agencija več nima sredstev, ki bi spodbujala neke vrste kompetitivnost. Obstajajo samo sredstva za vzdrževanje nekega stanja, ampak če ni tekmovalnega dela, kot nadgradnje pasovnemu financiranju, recimo temu pogojno, kar so recimo programi, potem upada seveda motiv, upada pripravljenost za delo in tega se zelo bojim. Tako da je to eno zelo jasno sporočilo, ampak še eno sporočilo je pa pomembno. Namreč mi bi kot država morali imeti definirane prioritete.
glede raziskovanja. Namreč ena plast je ta, da vzdržujemo pozornost, enako pozornost pri vseh vedah in področjih, drugo pa je, ali smo zmožni prodornega razmišljanja in da bi šli, ARRS bi z veseljem izvedel razpis samo na določenem področju, okoljskih tehnologij, biotehnologij, interneta stvari, ne vem česa še drugega, kar bi se opredelilo kot nekaj, kar je vredno recimo temu nacionalnega interesa. To pogrešamo in mislim, da bi strateška razmišljanja države morala iti v to smer. Ja, morda boste zdaj omenili pametno specializacijo in strukturna sredstva in tako dalje. Da, ampak ta strukturna sredstva so v obsegu, to nam mora biti jasno, enoletnega financiranja ARRS-ja. Sicer so za obdobje 5 let, torej dodatnih 20% za sfero, kar je dobro in koristno, ampak ni tako veliko, kot si včasih laično v javnem mnenju ljudje predstavljajo, da so to neka enormna sredstva, ki jih je treba samo pobrati. Poleg tega gre tudi za upravičenost. Recimo v dejavnosti ARRS-ja lahko ta sredstva porabimo samo za nakup opreme in mogoče za mlade raziskovalce, torej za kadre. To seveda ni na mestu, tu lahko naredimo velike premike in tudi trudili se bomo narediti to, ampak strukturna sredstva, kohezijska politika nikoli ne rešuje temeljnih vprašanj. In iz mojih izkušenj še iz časov državnega sekretarja lahko povem, da smo se predolgo zanašali na to, da so skupna sredstva zadostna in zaradi tega lahko malce znižujemo recimo domača proračunska sredstva. Ker ta sredstva iz kohezijske politike prenehajo prihajati, namen programska politika se lahko spremeni, torej niso stabilna. Zagotoviti moramo to proračunsko financiranje, ki je žal pod 5% BDP-ja in tisto, kar mene najbolj skrbi je, da ne samo, da so se sredstva za ARRS v zadnjih letih nižala, ampak da se je nižal tudi delež sredstev za raziskave znotraj sprejetega proračuna. To se mi zdi še bolj pomemben in zaskrbljujoč signal. Kar še dodatno udari po tem področju. Odliv mladih sposobnih raziskovalcev in znanstvenikov pravijo, da že pušča posledice na področju. Institucije in tudi strokovna združenja nam kar postrežejo s podatkom, da je povprečna kvaliteta našega raziskovanja na 10-stopenjski lestvici ocenjena zgolj z oceno med 3 in 4. Da je zelo upadla uspešnost pri konkuriranju za evropska sredstva, ker pač ni kvalitetnih projektov. Uspešni raziskovalci pač odhajajo in rezultati so že tu. Vas to kaj skrbi? Da, skrbi lahko odhod raziskovalcev, vsekakor. Razvijamo nekaj inštrumentov, da bi pridobili tudi mi tuje raziskovalce. Upam, da nam bo to uspelo izvesti, narediti z nekimi sredstvi simbolične vrednosti, recimo. To, kar ste pa opozorili glede kakovosti, seveda vrednotenje je zelo različno in kompleksno. Je nekaj teh metrik svetovnega ranga, OECD-jeve lestvice in podobno, na katere se lahko zanesemo. Mi najbolj opazujemo izplen v evropskih projektih, kar ste omenili tudi sami. Letos ne kaže tako slabo, torej zadnji podatki. Seveda je treba povečati število koordinatorjev v teh evropskih projektih, da nismo samo sodelavci v njih. Mislim, da je bila ena napaka narejena v preteklih letih pri vrednotenju znanosti v Sloveniji, torej ta težnja po kvantiteti, torej po količini objav brez kvalitativnega kriterija. In to je privedlo do tega, da lahko mnogo manj kakovostnih objav kompenzira 1-2 dobri. To tudi nameravamo spremeniti, tako da ne bi tukaj obljubljal tektonskih sprememb. Jaz sem zelo previden pri teh spremembah, zato ker je stabilnost delovanja sistema eno izmed osnovnih izhodišč. Ampak tam, kjer so napake, kjer seštevamo nekaj, čemur seštevanje ne pritiče,
je treba spremembo narediti. No, vrednost znanja pa v sodobni družbi kljub vsemu raste in raste. Vendar se ne moremo znebiti občutka, da postajamo vse bolj potrošniška družba. Kako tak trend lahko vpliva na razvoj znanosti? Zdaj bom odgovoril kot sociolog amater, ampak mislim, da ta občutek, da postajamo potrošniška družba, se linearno povečuje glede na to, koliko več tehničnih aparatov imamo okrog sebe in koliko več je apliciranje nekih znanj, naprav in tako dalje. Tako da mislim, da to povsem glede potrošniške družbe ne drži pa nekaj drugega. Dejstvo je, da danes rezultati raziskav, izumi pridejo v uporabo bistveno prej, kot so nekoč. Ti cikli so se skrajšali in tudi, predvsem na področju informacijskih tehnologij in vsem, kar je z njimi povezano, postanemo uporabniki zelo hitro tudi del raziskave. To pomeni, da od klasičnih tehnoloških ravni razvoja, ki jih je 10 opredeljenih tudi v dokumentih Evropske komisije, se hitro zgodi, da že v nizki ravni, torej drugi, tretji stopnji, pride nekaj v uporabo. Tipičen primer so prav te elektronske naprave, kjer se del funkcionalnosti uporablja in potem šele na podlagi uporabniške izkušnje iz zgodnjih faz uporabe pride do tega, da se sproži nova raziskava. To nikoli ni bilo še tako vidno in pereče, kot je sedaj. Zato je tudi določena zmeda pri tem, kaj so temeljne raziskave, ne na vseh področjih, ampak se pojavlja predvsem tam, kjer gre za hitro aplikativnost. No, sicer pa v vsesplošnem krčenju proračunskih sredstev postaja vedno bolj v ospredju pridobivanje raziskovalnega denarja iz drugih virov. In to po vsem svetu, pa tudi pri nas. Znanstveniki se obračajo pogosto na javnost, ponekod zanimivo že kar ustanavljajo poseben Kickstarter za znanstvenike. Po drugi strani pa se pojavlja vprašanje, če ne bi bil tak način favoriziranja le določene vrste raziskav in bi potem vlade vedno manj namenjale za znanost. To je lahko past. Sam sem zelo naklonjen alternativnim modelom, novim modelom financiranja tudi znanosti, če se s tem znanosti ne jemlje potencial. Ampak raziskovalne skupine so vedno zelo heterogene in nekateri člani imajo določene bolj poslovne afinitete in zakaj tega ne bi izkoristili. Ampak pomembno je to, na kar ste opozorili v zadnjem delu vprašanja, to ne sme vplivati na proračunsko financiranje znanosti. Torej, to stabilnost moramo zagotavljati, ne glede na nove ideje. Lahko samo pritrdim vašemu razmišljanju. Je pa zanimivo, da se tudi pri naših politikih že pojavila ideja o tako imenovanih garažnih znanstvenikih, kjer naj bi se rojevali novi izumi in ideje. Italijanska ekonomistka Mariana Mazzucato pa je v svoji imenitni študiji opozorila, da so take ideje kar zgrešene. In pravi, da tudi Googla ne bi bilo, če država ne bi leta in leta vlagala v raziskave in razvoj informacijskih tehnologij. Kakšno pa je vaše stališče o tem? Moje stališče je takšno, da se velike uspešne zgodbe prikazujejo precej romantično, sploh pa z neke časovne distance. In v ozadju je seveda vedno iniciativa posameznika, ki je v nekem poslovnem okolju zaživel. Ampak vemo pa vsi, da te majhne firme v dobrem okolju, podpornem okolju postanejo neke vrste mastodonti in multinacionalke, kjer izgubijo tisti svoj prvotni naboj. Ampak zgodi se pa nekaj drugega, postanejo inštitucije tudi v okviru držav. Torej, če je država pripravljena uporabljati storitve in če ste že omenili to konkretno firmo, torej Google, je seveda to za njih prednost, in če se prepletejo v vse pore. Tukaj je Slovenija izgubila eno priložnost iz preloma tisočletja, ker je bila državna informatika močna in tudi zelo vidna takrat v regiji. Ampak žal nismo znali v tistem času ločiti
pojme lastništva neke rešitve, lastnik država in tega, da ima ta država lahko tudi nek potencial trženja tega, pa vsaj vzpostavljanja okolja, ki bo tržilo te rešitve. No, in če so govorili o tem, da znanost postaja globalna, se postavlja pa tudi vprašanje, lahko govorimo še o slovenski znanosti. Kompleksnost namreč raste, tehnologija in komunikacija pa omogoča sodelovanje nadaljavo, tako da tudi znanstveni timi postajajo globalni. Dobiš seveda lahko toliko, kolikor sam tudi daš, recimo tak tim. Vse manj sredstvi za znanost dajemo v globalni fond, res vse manj. Kako na to gledajo naši partnerji, recimo v tujini? Vse države se nekako srečujejo v glavnem, ne govorim zdaj o Evropski uniji, s precejšnjim pomanjkanjem sredstev, z častnimi izjemami, vemo, katere so, ne, predvsem sever Evrope, s častnimi izjemami in nekatere, ki imajo odlično industrijsko prakso apliciranja znanstvenih rezultatov, kot je na primer Nemčija, Nizozemska. Ta problem, ki ga poskušam zdaj v mislih nekako opredeliti v luči politike ARRS-ja oziroma kaj lahko mi pri tem ponudimo, nas pripelje spet do istega odgovora, da je treba skrbeti za kakovostno pasovno financiranje znanosti, dodal bi pa zdaj še nekaj drugega, dva elementa. O dosežkih je treba poročati na razumljiv način in pritegniti, torej narediti neke vrste stičišče z gospodarstvom, ki bo te rezultate uporabilo. In sem si zadal tudi za en cilj mojega mandata, da pri projektih, ko se projekti končajo v nekem času, ni več stopnica, tako kot pri financiranju, recimo, ampak da glede rezultatov lahko vlečemo te rezultate naprej in da se znajdejo v nekem poslovnem okolju, kjer živijo dalje. Bo to rešilo recimo napovedano informacijsko stičišče oziroma znanstveno stičišče, kakorkoli se bo že imenovalo, ki ga napovedujejo? Premalo poznam ta projekt, ampak mislim, da gre razmišljanje v podobni smeri. Naključje je, da sem uporabil v bistvu isto besedo. Vem, da je ta projekt v neki zasnovi in čakam, da bo predstavitev tega. Tako, profesor Gerkeš, res hvala vam za te odgovore. Hvala tudi vam.